Mačka v ašramu. Bajsi, kaj bi se zgodilo, če bi ti rekel, da bi si rad privoščil malo oddiha? Kaj bi se zgodilo s čim? Kaj bi se zgodilo z nama, s terapijo? Ne razumem, Demijan. Sprašujem te, se lahko odločim, da bi si malo odpočil od terapije? Ne vem, kaj bi rad, ampak skušal ti bom smiselno odgovoriti. Če me sprašuješ, ali lahko za nekaj časa nehaš hoditi na terapijo, ti povem, da lahko v tem trenutku nehaš. Še več, iz vsega srca verjamem, da bo sposoben nadaljevati pot sam, ko se tako odločiš. Nasmešek, s katerim je to izrekel, je nudil le malo utehe. Jorgeja sem prosil za dovoljenje, pa mi ga je ne samo dal, ampak me celo spodbujal, naj odidem. Povej, bi rad, da grem? Sem vprašal, da bi bil čisto prepričan. Demijan, se ti je zmešalo? Sprašuješ me, ali si lahko privoščiš oddih, in ko ti rečem, da lahko, hočeš vedeti, ali te mečem ven. Kakšen odgovor pa si pričakoval? Tako zelo sem se navadil na negativne odgovore tvojih kolegov, da me je tvoja sproščenost presenetila. Mi lahko poveš, kaj si pričakoval? Kar so izkusili vsi, ki jih poznam. Terapevt se je najprej odzval tako, da je odhod razumel kot odpor do terapije. Od mene menda nisi mogel pričakovati takšnega odziva. Razumsko sicer ne, toda obstajala je tudi ta možnost. Druga je bila, da bi začel name vpiti, se jeziti ali da bi me vrgal ven. Aha, zdaj te razumem. S tem bi pokazal, koliko mi pomeniš, kako bi me tvoj odhod prizadel in kako težko bi se spoprijaznil z mislijo, da te bom izgubil. Pa vsem me je razgalil. Dobro, odkrit bom, je nadaljeval. Seveda mi ne bi bilo vseeno, če bi odšel, ker si mi zelo pri srcu. Tvoj odhod pa me ne bi prizadel, ker je to tvoja odločitev. Pravzaprav mi je žal, da ti moram to razlagati. Vsekakor pa se ne jezim nate in tudi ven te ne mečem. Kaj pa druga možnost? Nisem mogel dokončati stavka. Katera druga možnost? Me je spodbudil Bajsi. Druga možnost je, da mi dovoliš, da odidem, kar tudi počneš. In zakaj bi bilo to narobe? Nič, saj ni. Vedno manj razumem. In potem, ko bi se želel vrniti. Kaj bi bilo, ko bi se želel vrniti? Lahko to storim. Zakaj pa ne bi mogel, Demijan? Ker so mi vsi prijatelji, ki so obiskovali terapijo, pripovedovali grozljive zgodbe o takih prekinitvah. Doživljali so vse, od prekritih groženj, da se jim bo stanje poslabšalo, do odkritih napovedi katastrofe. Od dvomov, da ne bo mogoče dobiti ponovnega termina, do oznanila, da se pacient, ki odide, ne more vrniti. Zdaj razumem, zakaj si se tako previdno lotil zadeve. Kar zadeva mene, si vedno lahko privoščiš oddih in vedno se lahko vrneš. Omejujejo te lahko samo pomisleki
ali to zaplete najin odnos, ali je koristno z terapevtskega vidika, kajti pacientov razvoj je pomemben. Bajs je za trenutek pomolčal, da bi popil malo mate čaja. Kot vedno se lahko koristno orodje sprevrže v nesmiselno posploševanje. Kot vedno, kot se velikokrat zgodi. Ti povem zgodbo. Takole pravi. Guru je z učenci živel v svojem ašramu v Indiji. Enkrat na dan ob sončnem zahodu je zbral učence in jim pridigal. Nekega dne se je v ašramu pojavila čudovita mačka, ki je povsod sledila guruju. Vedno, ko je pridigal, se je sprehajala med učenci ter odvračala njihovo pozornost od mojstrovih besed. Zato se je učitelj nekega dne odločil, da bodo 5 minut pred začetkom pridige mačko privezali, da jih ne bo motila. Minilo je precej časa in guru je umrl. Novi duhovni vodja ašrama je postal njegov najstarejši učenec. 5 minut pred začetkom svoje prve pridige je ukazal privezati mačko. Njegovi pomočniki so potrebovali 20 minut, da so jo poiskali in privezali. Čez nekaj časa je mačka umrla. In novi guru je ukazal, naj poiščejo drugo mačko, da jo bodo lahko privezali.